Dobrodošla, Vita, Živjo. v studiu Art Music Records. Živijo. Tukaj nisi prvič, ne? Ne, No. Ni pol toliko treme z ene strani. upajmo, da ne. Zdaj za začetek malo mi povej, jaz te osebno ne poznam. Kdo si, kje si, s čim se ukvarjaš poleg glasbe, valjda? Torej, sem Vita Renko, stara sem 18 let, prihajam iz Škofje Loke in tudi obiskujem 4. letnik gimnazije Škofja Loka. Sicer se pa veliko ukvarjam z glasbo in sicer pojem, igram klavir, tudi pišem svoje pesmi. V prostem času pa drugače tudi sinhroniziram risanke in animirane filme, pa tudi treniram atletiko. Veliko stvari. Zdaj, najbolj me zanima, kje ste se vi sploh spoznali z Romanom pa Goranom, kako ste začeli? V bistvu začel se je tako, da sem jaz k Romanu hodila na ure klavirja. In potem je v bistvu Roman, ki ima tako že nekaj časa založbo Art Music Records, me v bistvu povabil, da z njimi posnamem cover. In pol smo, mislim, da sem bila iz 1. letnik, smo v bistvu začeli skupaj snimati in smo posneli najprej 2 coverja. Enega v bistvu Always Remember Us This Way, pol en božičen in pol smo tudi začeli skupaj sodelovati in smo tudi še več coverjev posneli. Potem še enega božičenega, pa tudi v bistvu Fearless iz filma Obrzdani spirit, Neobrzdani spirit. Ok, zanimiv. Ja, zdaj smo pa v bistvu tudi začeli sodelovati in skupaj sodelujemo pri pisanju komadov. Oziroma, ja. Zdaj meni je prišlo tudi na uho, da ti pišeš svojo prvo, oziroma imaš že napisano svojo prvo avtorsko pesem. Ja, res je. V bistvu pred kratkim sem napisala svojo pesem, svoje besedilo in pa melodijo in sicer ne bom preveč izdala, ampak naslov je, lahko povem naslov, V sebi skrivaš moč in sicer izšla bo kmalu. Navdih je bila pa v bistvu moja mlajša sestra, Nina, ki se je rodila gluha in se je v bistvu ob rojstvu že napovedala, da ne bo nikoli hodila, ampak v bistvu mi smo vztrajali in tudi Nina je zelo vztrajna punca in se je že takoj videl, da si želi več in je v bistvu zdaj danes hodi, kolesar, smuča, vse in v bistvu sem tudi ta komad namenila njej, ki govori v bistvu o tem, da se včasih znajdemo v težkih izkušnjah, ampak da se mi zdi, da če imaš pogum oziroma če vztrajaš, če slediš svojim sanjam, da se vse lahko zgodi. In tudi video spot bo v bistvu govoril o tem, bodo tudi nastopali noter ljudje s posebnimi zgodbami. Sicer je pa komad namenjen v bistvu vsem ljudem, ki se jim včasih zdi mogoče, da so v izkušnjah, iz katerih se ne morejo rešiti, ampak jaz mislim, da vsak v sebi skriva moč in da vsak, če sledi svojim sanjam, lahko postane karkoli si želi. Wow, globoke besede za eno 18-letno dekle. Nisem pričakovala, tudi nisem vedela, o čem boš, mislim, celotno v zgodbi. Zdaj bi te jaz rada povabila v studio, da odpoješ prvi cover, tako da kar izvoli. Ok, hvala. Prvi komad je torej Love on the Brain, cover od Rihanne. Super. And you got me like, oh, what you want from me? And I tried to buy you pretty high, but the price too high. Baby, you got me like, oh, your love will not fall apart. So you can pull me together and throw me against the wall. Baby, you got me like, oh, woo, oh. Don't you stop loving me, don't quit loving me.
It's me, black and blue, but it fucks me so good and I can't get enough. Must be love on the brain. It skips curse on my name. No matter what I do, I'm no good without you and I can't get enough. Must be love on the brain. Hvala ti za prvi cover. Zdaj vem, da boš še enega zapela, pa nam boš pol na koncu povedala tudi, kjer ga boš zapela. Zdaj, že prej si mi omenila, da se ukvarjaš s športom. Ja, v bistvu treniram atletiko, že od 2. razreda. Najprej, ko sem bila mlajša, sem v bistvu tudi tekmovala na šprinte, 60, 100, 200 metrov, ampak zdaj pa v bistvu sem se bolj posvetila glasbi, tako da atletiko treniram sam še tako rekreativno. Aha. Ampak mi je še vedno full fajn. Ti je pri srcu. Ja, zelo. No, super. Videla sem, da tudi smučaš veliko, pač kot punca sem si dovolila prestokati tvoj Instagram. Ja, tudi smučam zelo rada, v glavnem šport imam zelo rada, tako da če bi mogla povedati 2 stvari, ki sta mi v življenju najbolj pri srcu, bi rekla glasba pa šport. Tako da to dvoje se v bistvu prepleta v mojem življenju. Je bitno. Ja. Zdaj videla sem tudi, da poziraš oziroma si model. Ja, tudi to v bistvu sem. Prijavljena sem pri agenciji Audicija, kjer se lahko prijavljajo za različna snemanja, za statiranje tudi, za različna fotografiranja in tako naprej. In ja, to sem se v bistvu lani prijavila in sem tudi že na statiranjih igrala v bistvu v eni seriji Življenje Tomaža Kajzerja sem igrala, pa tudi zdaj v enem prihajajočem filmu, potem sem bila tudi model na poročnem sejmu, pa tudi na različnih fotografiranjih, tako da ja. Zdaj, po mojem, je to čisto nekaj drugega, če moraš govoriti pre kamero ali pa pozirati. Ja, mislim, je drugače, ampak se mi zdi pa, da če si že tako odprej navajen kamere, da ti je pa potem tudi to lažje pozirati. Manj treme. Ja, manj treme mogoče, ja. Ok, zanimivo. Zdaj tudi opazila sem, da si posojala oziroma si sinhronizirala risanke, da si posodila glas 2 glavnima junakinjama. Ja, res je, ja. V bistvu 2 glavnima junakinjama in sicer v animiranem filmu Jaz rdeča panda sem bila glavna Meilin Lee, potem v filmu Neobrzdani spirit sem bila glavna Lucky, potem sem pa tudi imela vlogo v Levjem kralju leta 2019, to je bila v bistvu moja prva vloga in sicer sem bila v vlogi mladičke Nale. Tako da ja, v bistvu na vsake toliko tudi sinhroniziram animirane filme, različne kratke risanke, ki se potem vrtijo po televiziji čez dan. Tako da ja, tudi v tem zelo uživam, mi je full fajn. Ja, zdaj jaz ne bi si mogla predstavljati, kako bi se uživela vloge. Jaz sicer nisem gledala teh risank, ampak mislim, da ni bilo vse sam nasmejano, tako kot si zdaj. Ja, je tudi v bistvu je kar izziv, ker se moraš ti čist poistovetiti s to vlogo, ki jo igraš. In tudi, če ti mogoče karakterno ni podobna, se moraš ti v bistvu čisto vživeti v to vlogo. Tako da na začetku mi je bilo malo težje, pač je bilo res čisto nekaj novega. Ampak se mi zdi, da pol, ker se pa navadaš, se pa tudi res navadaš različna čustva odigrati. In so v bistvu na koncu ta snemanja zelo zabavna. Tako da meni je top res. Je pa izzivno, to pa. Katera vloga ti je bila pa najtežja? Najtežja, težko rečem. Mogoče verjetno najtežje mi je bilo takrat, ko sem prvič, ker je pač bilo čisto nekaj novega, torej mladička Nala. Takrat sem tudi pela noter. In isto v Neobrzanem spiritu sem tudi pela. Tako da mislim, da takrat prvič mi je bilo pač najtežji, ampak pol naprej pa skozi lažji. In težko bi rekla, katera vloga mi je bila najljubša, ker so mi bile vse tako, vsaka ima nek poseben čar, se mi zdi. Pa si so v kakšni vlogi najdla kot ti? Ja, v bistvu sem se najdla kar v 2 po moje, in sicer v obeh glavnih, Lucky v Neobrzanem spiritu, pa kot Meilin Lee v Jaz rdeča panda, ker sta bili obe tako taki živahni, svoje glavi, tako da sem se lahko poistovetila z njima. Po mojem ti je bilo pol ful lažji. Ja, v bistvu mi je bilo, ja, prav super mi je bilo, sem res uživala. Evo, zdaj te bomo še enkrat povabila v studio, da odpoješ drugi cover.
Zapela boš? Something New. To je pa v bistvu pesem, ki mi tudi veliko pomeni, zaradi tega, ker sem jo pela avgusta 2023 na mednarodnem tekmovanju v Makedoniji, Musicland se imenuje to tekmovanje in sem v bistvu zmagala s to pesmijo v pop kategoriji. Tako da mi je ta pesem res nekaj posebenega zame. Bravo, čestitam. Hvala. No, se že veselim, da te bom slišala zdaj. Hvala. You never seen the likes of me, baby. When I walk in a room, now make it right and make a scene, darling. So let me tell you the news. Hey, have you heard there's a new sensation? Extra, extra, I'm coming to you. I know you want it. Hey, you know it's true. The beat is popping. Hey, it's moving you. Your toes are tapping. Hey, not in your shoes. I feel dropping a different groove. Hey, let me show you what I wanna roll to. If you keep it old school, I can be something new. I can be something new. I got a treat for ya, something to make you smile. It needs a little bit of hype, baby. Let it shine wide. Yeah. Hey, have you heard I'm sweeping the nation? Extra, extra, I'm talking to you. I know you want it. Hey, you know it's true. The beat is popping. Hey, it's moving you. Your toes are tapping. Hey, down in your shoes. I feel dropping a different groove. Hey, let me show you what I wanna roll to. If you keep it old school, I can be something new. I can be something new. Dum dum da da pa pa da 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 pa pa da da pa pa da da pa da dum da 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 pa pa da pa pa da pa pa da pa da dum dum pa da pa da da pa pa da pa ooh ba da pa da ooh ba da pa da ba da pa da ooh ba da pa da pa pa da pa pa da pa. Extra, extra, I'm talking to you. I know you want it. Hey, you know it's true. The beat is popping, it's moving you. Your toes are tapping. Ooh yeah, dropping a different groove. Hey, let me show you what I wanna roll to. 'Cause I know you're fast enough to roll to. If you keep it old school, I can be something new. 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 Evo, čestitam ti za oba odpeta coverja. Hvala. Meni je bilo super. Hvala. Zdaj, najbolj me v bistvu zanima, prej si že malo omenila, zakaj si izbrala točno te dve pesmi. Ja, v bistvu Love on the Brain sem si izbrala, ker je v bistvu tudi eden od komadov, ki jih res rada pojem. Všeč mi je tako besedilo kot melodija in se mi zdi, da je to komad, v katerega se vedno, ko ga pojem, res uživim. Mogoče tudi zato, ker mi je tudi Rihanna kot pevka res pri srcu in vidim, kako ona ta komad res s srcem odpoje in ga pa v bistvu tudi jaz vedno, ko ga pojem, ga res iz sebe pa iz srcem, tako da bi rekla, da zato. Pa Something New mi je pa itak zato, ker pač že zaradi tekmovanja, ko imam lepe spomine na to tekmovanje, pa tudi kot pesem se mi zdi super, ker je taka živahna, poskočna in ja, uživam, ko jo pojem. Ja, v bistvu bi bil tudi moj naslednje vprašanje, če ti je katera od teh dveh pevk mislim, v svetovni glasbeni sceni vzornica. Ja, v bistvu bi pa rekla, da prav Rihanna. Tako da ja, če bi mogla povedati, katera je moja najljubša pevka, bi omenila Rihanno, ker ona se mi pa zdi res, da vedno poje iz srca, da se res čisto živi z dušo in da res vse iz sebe, tako da jo res zelo spoštujem kot vzornico in tudi njeni komadi so mi res všeč. Taka pristna je. Ja, zelo. Ja. Ful je fajn. Top. Zdaj, zanima me tudi v bistvu v glasbeni sceni v slovenski glasbeni sceni, kjer ti je tukaj vzor. Videla sem, da si pela
s plestenjakom. Jaz sem sama ful velika fanica plestenjaka in sem bila Ja, wow. Ja, ne, s Plestenjakom, ja, mislim, Plestenjak je res pač fajn glasbenik, tudi se mi zdi, da je veliko naredil za slovensko glasbeno sceno. Tako da ja, to je bila tudi zelo posebna izkušnja, ker sem v bistvu nastopala skupaj z njim. Je imel v Škofji Loki nagrado koncert in jaz sem iz Škofje Loke in sem v bistvu nastopala kot predskupina pred njim. Potem so pa še en komad skupaj odpela, tako da to je bila res zelo posebna izkušnja. Tebe imam, mislim, da si zapela. Tebe imam, sem zapela od Nine Pušlar, ja. Od Nine Pušlar pa od njega. Tako da, ja, to je bila zelo posebna izkušnja. Drugače pa tudi moja ozornica je drugače tudi Marjetka Vovk, ker se pri njej učim solo petje. Tako da tudi zelo spoštujem vse njene nasvete, ki mi jih da in vso pomoč, ki mi jo je dala, zelo cenim. Tako da, ja, to bi rekla. Lepo. Zdaj jaz si v bistvu sploh ne predstavljam, kako si ti reagirala, ker si izvedela, da ne vem, boš pela s plestenjakom oziroma če si z Marjetko kdaj zapela oziroma s kjermokoli takšnim glasbenikom. Je tako, ker v bistvu si ful vesel, hkrati te kar malo stisne, a ne, ker veš, da je tako neka odgovornost, da bo nekaj čist novega. Tako da ja, itak, da je malo tako pritisk, ampak hkrati je pa tako taka nepozabna izkušnja, da pa v bistvu, ko to doživiš, se pač tako dobro počutiš, da se sploh ne da opisati. Tako da takrat, ko sem s Plestenjakom pela, je bilo res, res top. Tako sploh ne znam opisati, kako je bilo fajn. Tudi pol, pač sicer prej sem bila itak, da malo živčna, ampak pol na odru, ko sem bila pa z njim, se mi pa zdi, da sem čisto odmislila to živčnost in se sprostila in imam res lepe spomine na ta koncert. Pa v Škofji Loki, kjer je tudi on v bistvu. Ja, se to je bilo še nekaj posebnega, da pač je on iz Škofje Loke, jaz sem iz Škofje Loke, pa še tam nagrado smo bili, ker tudi pač mi blizu, a ne, tako da je bilo res fajn. Ena kljukica v življenju. Ja, res je. Top. Zdaj jaz bi se ti zdaj v bistvu zahvala, da si prišla do nas. Hvala tebi za vse. Z veseljem. V bistvu, ko mi čakam, da bojo tule pol gledale, ko bo vse vam prišlo. Ja, jaz tudi, ja. Zdaj pa srečno, varno pot v Škofjo Loko. Ja, najlepša hvala. Hvala tebi.